polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V minulih kmetijskih oddajah smo že poročali, da je nemški minister za kmetijstvo Cem Özdemir na julijskem zasedanju Sveta za kmetijstvo v Bruslju protestiral, ker so nemški sadjarji ostali brez pomoči zaradi spomladanske pozebe, medtem ko je Evropska komisija odobrila pomoč sektorju sadja in zelenjave na Poljskem, Češkem in v Avstriji. Özdemir je takrat zahteval, da Evropska komisija odpravi neenakopravno obravnavo. Kasneje sta se temu pozivu priključili še vsaj Italija in Estonija in pri Evropski komisiji zahtevale naknadno vključitev v ukrep. Glede na dejstvo, da je bila škoda v trajnih nasadih ugotovljena tudi v Sloveniji in da bo imela vpliv na zmanjšanje pridelka, na manjšo kakovost pridelka oziroma povečanje deleža jabolk predelovalne kakovosti, pozivamo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da se pridruži zahtevam Nemčije, Italije in Estonije ter zahteva naknadno vključitev v ukrep reševanja posledic izjemno neugodnih vremenskih razmer v letu 2024, pa je Zadružna zveza Slovenije pozvala slovensko kmetijsko ministrstvo. Minuli teden je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič potrdil, da so se pod zahtevo podpisali tudi v tej največji kmetijski organizaciji. No, tudi mi smo skupaj z Zadružno zvezo so podpisali ta poziv našem kmetijskem ministrstvu, da zahteva zaradi naravnih nesreč tudi v letošnjem letu iz tega evropskega rizičnega ali pa sklada za rezerve dodatna sredstva. Tako da hočem povedati nekaj drugega, da če imamo predpise in evropsko skupno kmetijsko politiko, je v bistvu na drugi strani nimamo. Država vsaka poskuša zaobiti drugo državo, pa dati neko benefit svoji lastni državi. Zdaj, ene države so to zelo bolj spretne, so to delajo bolj uspešno. Se pravi, Slovenija kot manjša država pa seveda tukaj niti ne pokaže nekega interesa, ker misli, vse to je skupna kmetijska politika in nima smisla. Tako da upam, da bo z novo Evropsko komisijo se tudi te stvari bolj uredile in da bomo bili kmetje bolj enako vredni in enakopravni v Evropski uniji. Na to temo zaenkrat odgovora pristojnih še ni. Je pa že skoraj vse pripravljeno na razstavišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni, kjer se bo v soboto 24. avgusta začel 62. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. V 6 dneh se bo na njem predstavilo 1720 razstavljavcev iz 35 držav. Letošnja država partnerica bo Bolgarija, pa je minuli teden povedal izvršni direktor Pomurskega sejma Janez Erjavec in takole strnil nekaj ugotovitev. V 62 letih se je seveda veliko spremenilo, ampak v bistvu pa je večina stvari ostala podobna. Problemi so skoraj da ostali podobni. Še vedno lovimo okrog kriz in smo na robu neke vojne ali nekega kriznega stanja na eni strani. Kar se pa tiče kmetijskega področja in kmetijsko-živilskega področja, pa pravzaprav tudi se nekako ukvarjamo še vedno z istimi problemi. Na eni strani iščemo rešitve, najboljše tehnologije za obdelavo kmetijskih površin, tudi za tehnološke dosežke. Na drugi strani pa seveda se ukvarjamo z problemi, ki so povezani z vedno večjo proizvodnjo hrane in ta hrana mora biti tudi vedno cenejša.
In s tem seveda prehajamo vedno v neke škarje, ker na eni strani seveda ogrožamo naravo in seveda naravne vire, na drugi strani pa seveda bi želeli imeti čim boljši izplen, torej čim večjo in čim cenejšo proizvodnjo. Seveda, mogoče se v tem času niti ne zavedamo, kako pomembno je organizirati sejme oziroma kako pomembni so sejmi, ki so nekako priložnost, da se na eni strani predstavljajo sodobne tehnologije, sodobni načini obdelave tal, na drugi strani pa seveda, da se tudi seveda spomnimo na pasti, ki jih seveda ta sodobna tehnologija in sodobni načini pridelave hrane prinašajo. Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da je Agra v teh 62 letih postala nepogrešljiv dogodek, ne samo za Slovenijo, ampak za širšo regijo. Lahko rečemo, da je največji sejemski in tudi drugače dogodek v krogu 400 km iz Gornje Radgone. In to dokazuje tudi letošnja Agra, ki je, bi lahko rekli, da ponovno dosegla tiste predkoronske številke z 1720 razstavljavci, ki prihajajo iz 35 držav in preko 70.000 kvadratnih metrov razstavnih površin in vzorčnih nasadov je pravzaprav največji sejem v tem prostoru. Seveda vsebinsko sejem pokriva, lahko bi rekli, tako kot olimpijada pokriva vse športne discipline, tako sejem Agra pokriva tudi vse dejavnosti kmetijstva in agroživilstva. Poleg tega pa lahko rečemo, da seveda je tudi tisti prostor, kjer se vršijo tekmovanja in seveda ugotovitev zadnjih let je, da tako kot športniki potrebujejo dokazovanja in tekmovanja, tako potrebujejo to tudi proizvajalci kmetijskih pridelkov in pa tudi seveda tehnologi in tako naprej, kajti z medaljami in priznanji si tako nekako ustvarjajo na eni strani podobo in seveda tudi uporabljajo to kot orodje za promocijo svojih izdelkov in svojih podjetij. No, v letošnjem letu jaz ne bom govoril o teh vseh segmentih, ki jih seveda Agra ponuja, od komercialnih razstav, kjer največji delež predstavlja kmetijska mehanizacija in tehnika, do seveda živilskih proizvodov, kjer so ponovno prisotne vse pomembnejše proizvajalke živilskih proizvodov, torej živilska industrija preko zbornice živilskih proizvodov, pa seveda vse tja do zaščitnih sredstev, do široke potrošnje, ker je letos še posebej bogat tudi salon avtomobilov in seveda tudi drugih pripomočkov, ki sodijo v široko potrošnjo. Ampak pri ocenjevanju, ki jih je letos bilo 8 mednarodnih ocenjevanj, bi izpostavil dvoje, to je 50. jubilejno ocenjevanje vina pod blagovno znamko Vino Slovenije in pa 40. ocenjevanje za slovenskega Oskarja za embalažo, ki je v bistvu bienalno in poteka vsako drugo leto. No, med samimi dogodki ali pa novostmi pa bi omenil čebelji hram. Letos smo zgradili in dogradili čebelji hram. Namreč dobili smo v sodelovanju z Čebelarsko zvezo Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo projekt
ki ga pravzaprav poznate, to je projekt Čebelji svet. To je kupola, ki je potovala pravzaprav od Berlina do Dubaja in New Yorka v času, ko smo promovirali Svetovni dan čebel. In to je pravzaprav neki brand, ki smo ga postavili tukaj v Gornji Radgoni in bo pravzaprav neke vrste prikaz celotnega življenja čebel in pa seveda tudi čebeljih proizvodov. Ta paviljon je v velikosti v krogu premeru 6 metrov krat 3 metre 20 višine, tako da lahko gredo obiskovalci v ta paviljon in preko 3D video, torej očal bodo lahko nekako spremljali in tablic, ki bodo tam na voljo, bodo lahko spremljali življenje in pa produkte čebeljega sveta. Tudi letos bodo na Agri dogodke, srečanja in predstavitve pripravljala ministrstva in druge strokovne inštitucije. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo na svojem razstavnem prostoru pripravilo ekološko svetovalnico, predstavilo ekološko kmetijo ter organiziralo strokovni posvet o digitalizaciji v gozdarstvu in pa živilski posvet. Pripravili bodo tudi srečanje o podnebnih spremembah, na katerem se bodo pomenljivo spraševali, ali bo kmetijstvo brez namakanja obstalo. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Dvainšestdeseti sejem Agra bo torej spet dolg, torek pa bo dan Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, pravi Roman Žveglič. Treba povedati, da je Kmetijsko-gozdarska zbornica vpletena skoraj pri vsakem dogodku na Agri, naj bo od razstav živali do strokovnih posvetov, do tekmovanj. Tako da, ja, jaz vas vse vabim, da pridete v Gornjo Radgono, nas obiščete na našem razstavnem prostoru, tam se bomo lahko tudi kaj pogovorili z mano, z ostalimi našo ekipo, strokovnimi sodelavci. Agra je en tak dogodek, Agra je več kot razstava strojev in kmetijske opreme, Agra je doživetje. Tudi letos bo sreda med drugim namenjena zadružnikom, pa na Agro vabi predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič. Tudi letos nudimo zadrugom prostor za promocijo in za prodajo, ki je nasproti našega prostora. Kar se tiče programa, pa je osrednji del programa je seveda slavnostna podelitev priznanj Zadružne zveze, kjer se zahvalimo zadružnikom, zadružnicam, zadrugam in organizacijam za delo v minulih letih in zvečer seveda ob pikniku je prav, da tudi kot en likov nazdravimo tudi uspehom tega leta. Na letošnji Agri se bo torej odvilo veliko zanimivih dogodkov. Posebej pa bi vas rad opozoril, da Združenje hribovskih in gorskih kmetov Slovenije že prihodnjo nedeljo vabi na posvet, kako nadomestiti investicijski primanjkljaj na hribovskih kmetijah. Na posvetu bo podana analiza in jasno predstavljeni razlogi za sedanje stanje. Debata pa bo šla predvsem v smeri o potrebah in možnih rešitvah, ki jih bodo kmetje seveda predlagali tudi resornim politikom. Vabljeni torej tudi letos na sejem Agra. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Zdaj pa si, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, privoščimo še kratek skok v preteklost. Verjetno se spomnite, da je leto 14. maja minilo točno 35 let od znamenitega prvega tabora Slovenske kmečke zveze, ki se je 14. maja 1989 odvijal na grajskem dvorišču v Vipavžah. Takrat se ga je udeležilo za današnje čase skoraj nepredstavljivo število ljudi, najbolj pa je odmevalo povedano na okrogli mizi oporečnikov tedanjemu režimu, pa množično podpisovanje deklaracije o samostojnosti Slovenije in pa 5 zahtev takratni politični eliti nekdanje Jugoslavije s poročilom tega tabora. Magister Vitomir Bric se spominja. Z današnjega vidika tisti tabor je sigurno tle v Vipavžah bil prva velika skupina ljudi, ki se je sestala brez soglasja partije oziroma Zveze komunistov Slovenije in je seveda z oporečniki začela neko drugo zgodbo v Sloveniji. Je pa seveda tle se tudi podpisovala Majniška deklaracija, ampak zahteve tega tabora okoli osamosvojitve Slovenije in tako so bile bolj ostre kot v Majniški deklaraciji. Množica zbrana v Vipavžah je torej pred 35 leti odločno zahtevala enake politične pravice za vsakogar in za vse, svobodne volitve, suvereno slovensko državo. Poudarili so, da je lahko le družinska kmetija temelj slovenskega kmetijstva in narodovega obstoja. Zahtevali so, da poklic kmeta postane spoštovan in cenjen poklic in da žlahtno briško vino omogoča preživetje tamkajšnjim vinogradniškim družinam, ki so si že takrat prizadevale za oživitev bogatstva številnih kmetijskih kultur v Goriških Brdih. 35-letnico tabora so 14. maja v Vipavžah obeležili z okroglo mizo, na kateri je nastopilo precejšnje število govornikov. Reportažo o tem sem pripravil že v eni od majskih kmetijskih oddaj. Danes pa vas vabim, da prisluhnemo, kaj je ob tej obletnici ob koncu povedal direktor kleti Brda, Silvan Peršolja. Izvali so ga z vprašanjem, kaj bi rekel mlademu fantu v Brdih, ki razmišlja, da bi svoje življenje posvetil negi vinske trte, pridelavi grozdja in vinarstvu. Danes, ko sem to poslušal, so me obhajali spomini na tisti dan pred 35 leti in še tisto, kar je bilo malo prej. Ker to v Brdih se je rodilo zaradi tega, kakor se je verjetno že pred 100 in več leti, pač ker ljudje niso bili zadovoljni z okoljem, z dejstvi, v katerih živijo. In med drugim tudi tle nekje Boris, mislim, da današnji večer ne sme miniti brez tega, da pove tudi Boris, ki je bil takrat tudi tisti, ki poganja, tisti na traktorju je to kar dan, ki poganja vse ostalo. No, kar se pa tiče tega, kar ste nekako vprašali, ne dvomiti v Brice. Pred stoletji, pred 35 leti in zdaj smo naredili vse generacije. Tudi Švico bi lahko dosegli. Brice ni problem poganja, da bojo še več delali. Bolj je problem, kako ustaviti, da bi še kaj drugega naredili. Če nam odprete malo bolj vrata, da dohitimo tisto, kar je bilo mogoče v preteklosti malo zavrto, bomo vse naredili. Je tudi dovolj mladih, seveda v kmetijstvu se dogaja koncentracija, vse to. Ne bojo pol hektara in bomo tekmovali in 3 kravice z ne vem kom. Ampak to, kar nam je dano, do zdaj upam, da smo koristili po najboljših močeh, vedno se jezimo, včasih na Ljubljano, včasih na Bruselj. Zdaj nismo več tako, da bi rekli tako, rečemo nekaj, ja, krivi so drugi. Resnično, Oman je v Unionski dvorani rekel, oblast, ki nima ušes, nima tudi glave, da bi vladala. In to velja tudi danes, leva, desna, kakorkoli. Vsako priložnost se lahko izkoristi, dobro ali slabo. Ne s prstom kazati, ampak iz tistega, kar je, naredi, tako kot je molitev svetega Avguština. Ne se sekirati za tisto, kar ne moreš spremeniti, sekiraj se za tisto, kar lahko.
in v Brdih je kar nekaj živih zgledov. Danes so bila omenjena številna imena, nekaj je še tu pričujočih, ne, da iz tistega, kar je na voljo, se naredi. In še eno, ko je bil Ivan Oman tu na enem prazniku Češenj in smo v Cirovem gledali čez mejo. Je rekel, tu sem pa res ponosen, da sem Slovenc, ker z te strani meje je celo lepš obdelano, ali pa enako kot na drugi strani. Tudi te nove generacije, ki prihajajo na tak ali drugačen način, mislim, da koristimo tisto, kar nam je dano, vi pa poskrbite, da bomo imeli priliko še kaj več narediti. Tako je na slavnostni okrogli mizi ob 35-letnici znamenitega prvega tabora Slovenske kmečke zveze v Vipavžah spregovoril direktor kleti Brda Silvan Peršolja. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Omizje ob letošnji obletnici je vodil Vitomir Bric, ki je podrobneje orisal današnji pogled na zahteve prvega tabora Slovenske kmečke zveze, zgodovinski pomen biljanskega tabora, ki se je zgodil 120 let prej in je pomembno vplival na vipavški tabor leta 1989, to pa je izpostavila zgodovinarka Tanja Gomiršek. Veliko zanimanja pa je požel tudi nagovor Borisa Jakončiča, predsednika Kmečke zveze v Goriških Brdih v času tabora, torej pred 35 leti, in tudi samega organizacijskega vodje tabora leta 1989. Prisluhnimo, kaj je letos 14. maja povedal. Spoštovane Brike, spoštovani Britvi, jaz sem kmet Boris Jakončič. Zmeraj sem se tako predstavljal, bil sem višno 20 let tako ali drugače povezan javno. Prvo kot prvi predsednik Kmečke zveze Goriških Brd, kasneje kot predsednik Kmetijske zadruge Goriška Brda, ki smo tudi ohranili, tudi postavili enovito in s temi kmeti. Kasneje tudi z gospodom Bogovičem sva bila 8 let v zbornici, ogledala sva se tudi Bruselj prej, ko je postal poslanec leta 2000. Zelo med našo sredino pozdravljam prijatelja Cirila Smrkolja kot takratnega ministra in med našo sredino moj prijatelj Peterle mi ne bo zamiral, veste, on je kot predsednik vlade prodajal moje sadje na trgu v okviru resnično, v okviru kmečkega glasa, ki je organiziral znani Slovenci in kmečka opravila, Desa Muck je prodajala zelenjavo, gospod Peterle je pa prodajal moje sadje. Hvala. Vse je zmanjkalo, resnično. Zdaj pa jaz res, glede na to, da ob 10. obletnici že nisem nastopil, jaz sem malo zložil misli tistega časa, tistega dne in če mi dovolite par minut, bi vam tudi to povedal, ker mislim, da veliko zadev ni zabeleženih in mislim, da so zelo pomembne, ki sem bil zdraven od same ideje, same izvedbe v tistem tehničnem delu in samih posledic, ki so se tudi zgodili v tistem cajtu, zato se bom vzal 2 ali pa 3 minuti, če mi boste dovolili, če ne pa se lahko dovolili. Glejte, ideja tabora v Brdih, potem je ratlo v Vipavžah, je padla 29. novembra 1988, ko smo imeli prvi posvet Kmečke zveze na kmetijski šoli Grm. Tam je bil zelo velik podpornik takratni ravnatelj, ne vem kako se je pisal, to mogoče nekdo drugi, in zvečer, ker to je bil 2-dnevni posvet, na tem posvetu je bil, kot ste že omenili, žal mi je, pokojni inženir Milan Sirk, bil je Bruno Podvršič, bil je kmet Boris Ašperin oziroma Severin, ne ta hostinc, da veste, kmet iz Neblaha in jaz. Zvečer, ko smo se dobili po tistem uradnem delu, tisti dan nas je tudi obiskal popoldan na tem posvetu Janez Janša in France Bučar, tudi nas je pozdravil, pa tudi nekaj povedali, čeprav niso imeli še stranko takrat, takrat smo prišli Kmečka zveza.
In zvečer nas je ta ravnatelj šole, mogoče nas je bo 10 ali pa 15 od teh udeležencev v njihovo vinoteko in tam pri debati ene in druge, je ideja o taboru padla takrat predsedniku Kmečke mladine Marjanu Podobniku. To idejo je, moram reči, Milan Sirk sprejel vsemi štirimi. Mene si je strnilo pred očmi, povem vam pošteno, ker sem vedel, kakšna posledica, kakšna organizacija, in jaz sem takrat rekel, da sem zadevo malo se umiril, sem rekel, gledajte, to zadevo lahko speljamo, če to sprejme občni zbor Kmečke zveze. Vi morate vedeti, da takrat smo imeli 380 članov v Brdih. Bili smo 4. zveza v Sloveniji. In res januarja 1989 smo imeli občni zbor Kmečke zveze Brda v Medani in to idejo sem prinesel tam in so ti kmetje tudi sprijeli. Potem so začele te priprave. V teh pripravah, kot je že Vitomir povedal, je on imel bolj ta politični, družboslovni del, jaz sem imel tehnični del. Zelo tam sta sodelovala Marija Markeš in Emil Rjavec, doktor agroekonomije. Žal mi je, da jih ni tu, veliko sta pomagala. Povedati vam, da je takrat, da vam povem posledice, drugo bom pustil ven, da smo od kmetje, zbral sem jih takrat edina dvorana, ki je bila na zadruhi, čeprav nisem bil takrat še noben funkcionar na zadruhi, da sem tem kmetu povedal, kaj jih čaka, kaj pomeni tehnično, bilo je, mislim, da 36 obusov, preko 3000 ljudi. Če vam povem, da je ta zbor stal, če bi preložil ta denar danes, 500 evrov ali pa še manj, da jaz to sem videl prej Silvana Oblaka, ki smo zbirali denar, oziroma dotacije, ne denar, blago, ko nam je dal kavo, pa to, ko je bil direktor Goriške, da nam je takrat direktor MIP-a Jože Testen, ki je bil velik podpornik Kmečke zveze, dal vse, kar je mesnin, da nam je zadruga dala vino za daritve, takrat ni bilo še vinarjev z boteljiranjem, razen par posameznikov. In edini denar, ki razen tukaj so povedali Trpin, nam je dal takratni direktor, tu je tudi Ervin Kocijančič, ki je bil z mano, in prvi telefon brez žic sem videl, čeprav še hišni, to je bilo leta 1989, nam je dal direktor Primorja Eksport oziroma takrat je bilo Primex, gospod Lovc. Lejte, en teden prej sem bil vabljen tudi na radio Koper, izpostava Nova Gorica. Izredno lepo in pozitivno je vodila to oddajo enourno gospa Ingrid Kasca-Bucik, oziroma takrat se klicala Ingrid Orov. In super je šlo skozi, vendar posledica, in povedal sem, kaj na taboru bo, o čem bomo govorili. Posledica tega je bila, da sem bil za 4 dni klicen takrat na sedež Zveza komunistov Nova Gorica, kjer mi je zasliševal dobesedno predsednik, takrat gospod Mirko Brulc. Zdraven je bil še en briški kmet, ki ima danes več kot 90 let, ne bom omenil svojega imena, ne bi rečal, bil je samo prisoten, bila še ena tajnica. In vam povem, časi so bili taki, da mi je zagrozil oziroma od mene zahteval, da moram vse govore, njih je zelo motilo odprti mikrofon. Ker je lahko nastopil vsak po tistem uradnem delu, ko smo imeli jaz pozdravni govor, Ivan Oman in predsednik Kmečke mladine Podobnik, potem je bil odprti mikrofon in to jih je zelo motilo in so zahteval ta gospod, da, ker bil sem tudi odgovorna oseba te prireditve, da moram obvezno cenzurirati vse govore in da nobeden ne sme omenjati stranka. Jaz sem rekel, oprostite, jaz vem, kaj bom govoril, vsak ostali pa lahko govori v svojem imenu in svoje odgovornosti. Posledica tega je bila, in tu danes ga ni, ne vem niti sploh
reš, ali je še en gospod, ki mi je dal veliko informacij, ki je živel v Brdeh. Bilo je več kot 50 udbovcev na tej prireditvi. Točno 57 je spremljalo to prireditev. In jaz sem bil v straju in smo ostali. Tu vam moram tudi povedati, da je takratni, bila še ljudska milica, je bil zadolžen za vse skrb, človek, ki je žal danes že pokojni, gospod Gradovec, in ko smo si pogledali, kje bo parkiranje, kaj se bo dogajalo, mi je izrecno prosil, rekel, Boris, glej, da se ne bo kaj zgodilo, ker jaz sem to dobil kot kazensko. Če bo šlo kaj narobe, mene ni več v službi in posledice bom nosil oba. Takšni časi so bili. Sam tabor je šel s tistim znamenitim, se je zgodil to od spredaj, zmanjkanje elektrike, vendar elektrika ni bila posledica, ko so rekli, da nam je oblast vzela, res je udarila strela v Curovem. Upam, da je tako res. Povedati vam moram, da sem dal tudi izjavo za Dnevnik in to je bila osrednja novica tistega dne v Sloveniji. Tako da, zato ker ob 10. taboru so rekli, da niso spremljeni, res izredno dobro in pozitivno nas je spremljal Kmečki glas. Takrat mislim, da je bil Vinko Vasle, odgovorna oseba, in tudi gospa Zlata Kraševec kot novinarka je bila zelo pozitivna in to smo imeli res, hvala jim vsi, ki so takrat delali. Rad bi se zahvalil vsem kmetom, posebno tu je bila omenjena kmečkim ženam gospa Jožica Humar, ker so pripravili tak sprejem za vseh. Vsi kmetje, ki so pomagali speljati, da je teklo brez nobenih problemov, se mi iskreno zahvaljujem. Še eno zadevo, ker sem pozabil povedati, tisti dan je bil tu, gospod Petrle je rekel, da se nisva še poznala, je bil tudi Igor Bavčar kot predstavnik JBTZ, to veste, Janša, Bošnik, Tasič in Zavarov, in je želel, Vitomir me je prišel poklicati, da bi govoril kot prvi in sem rekel, ne, programa ne spreminjamo in boš govoril takrat, ko bo odprti mikrofon. On je rekel, da bo rejal, bila je zraven Mojca Drčar Murko, novinarka, glavno, da je bila zraven, sem rekel, če ti je zakaj ostani, povej, vendar po programu. Ni ostal. To moram tudi povedati, tudi tako je bilo. Zdaj pa še eno zahvalo, še dve. Prvo, in prosim, da boste tudi to se spomnili, leta 90, ne vem, ali je bil petek februarja po tehničnih pregledih ali pa marca, ko je bila zahteva jugoslovanske vojske, da doseže 10-kilometrski vojaški pas. Mi imamo 100-metrski smo imeli prej in smo naredili protest, štartali z Dobrova, mislim, okoli 30 ali pa 40 traktorjev, nas je šlo ob meji in shod je bil potem na Dobrovem pred šolo, imeli smo nekaj govora, vidite, govorov ne pišem. Tudi tisti dan, ko sem imel ta nagovor, nisem ga pisal in ne vem, kaj sem, vem, da sem primerjal Števerjan, nevidno mejo in življenje kmetov v takratni socialistični državi. In res bi se tistim kmetom zahvalil in zadnjo zahvalil pa vsem 360 kmetom in ženam tudi, ki so pripravljali, ki so bili s traktorji na Humu za prvi kmečki štrajk za namen Ljubljane. Šli so potem samo skozi Novo Gorico, zato ko jaz sem živel s tistem, jaz sem se takrat pogajal tudi na vladi in res iskrena hvala vsem, ki ste se udeležili današnjega shoda in tistega, ki ste pomagali, da se kmetijstvo in kmet razvija naprej. Veste, samo eno stvar ne razumem, sem samo kmet. Kako lahko človek, ki mi je zagrozil, da bom nosil posledice, če bom dovolil, da se imenuje leta 1989 stranka, postane kasneje župan Nove Gorice in poslanec državnega zbora. Prosim vas, samo to. Postanejo največji demokrati. Kje smo tu Slovenci?
Samo to je tista stvar, ki mi najbolj teži. Hvala lepa. Tako čustveno je 14. maja zvečer ob 35. obletnici znamenitega prvega tabora Slovenske kmečke zveze v Vipožah svoj nagovor zaključil kmet Boris Jakončič, organizacijski vodja tabora leta 1989. Naj njegove misli odmevajo in budijo zavzetost za nove sveže korake v dobro slovenskega kmetijstva in dobro slovenskega naroda. Oddajo sem pripravil in vodil Robert Božič, za glasbo in tehnično podobo pa je poskrbel Boštjan Smole. Se srečamo spet čez teden dni. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.